se nekdo peljal mimo in slučajne? Ne, nišče se ni peljal mimo, sploh pa le skuško. Resno, uboga gospa Škočeva in ubogi kuža. Veš kaj, to morava nujno povedati Tomažu, ki je dober detektiv. On je naprimer odkril, kdo je ukradel predmatnik gospe Šnedeleve, pa gotovo bo naš tudi psa gospe Škočeve. Glej, tamnega! Hej, kaj pa tako kričita? Kaj se je zgodilo? Gospe Škočevi so ukradli njenega psa, pa to novina skočila. Nekoga videla, če pa se ves čas, gospa Škočeva je grozno žali za kupje, da bi ga hoče nazaj. Dovolj! In česa ne razumem? Bolj počasi, da prosti prosim. Škočevi so ukradli njenega kužka. Rekla je, da bo bogato nagradila tistega, ki ga bo našel. Najprej moramo spoznati vse okoliščine. Kaj se je to zgodilo? Saj so ti povedali, da so gospe Škočevi ukradli njenega psa. Tišina, zdaj sprašujem jaz. No, Simona? Sam niso pustili v to lavino. Saj druga je Škočeva privezala tam, da vidiš od tisti kol. Ko je prišla nazaj, sam ni bilo nikjer. Do večera psa zagotovo našel. Či do večera? Seveda, Tomaž je pravi mojster za odkrivanje tatove. Tišina, sem rekel. Najprej moramo dobiti natančne podatke. Zadeva ukraden pes. Kdaj se je to zgodilo? Ravno zdaj, morda. Pred 5 minutami. Se pravi od 10 in 45 minut. Pasma? Čudovita mišljenka. Ime? Pivka. Starost? Čisto mlada je še, približno leto nima. Barva? Črna. Je imela vratnico? Vratnico? Ja, seveda, usnjeno, s karbonimi gumbi. Hvala. Recite torej gospe Šrotovi, da je do večera pripeljem psa nazaj. Ljudi rečeva, Alija! Ti si pa res dosti domišljaš. Le kako boš v tako velikem mestu našla majhnega psa kot je Pivika? Podobnih je tu nekaj 100. Če bi rada videla, kakšne metode uporabljam, mi lahko pomagaš. Seveda samo kot asistentka. Mogoče se boš še česa naučila. Važič! Nič važič, me ne boš rekla, da sem boljša detektivka. Že bi koga morala vprašati? Prosim. Mislim, da bo babica Berla gotovo kaj vedela o Piviki. Babica Berla? Misliš, da jo je ona? Ne. Odlična pa sem, da bo ona najbolje vedela, kdo ima tu okoli tako zelo rad pse. Potem pa jo kot moja asistentka poišči. Jaz pa bom medtem premislil vso situacijo. No, to je bilo pa hitro, si že opravila? Seveda, babico Berle sploh ni bilo težko najti. In si kaj izvedela? Neverjetno, ampak res se naprej počem čisto z vsem, kar se dogaja v mestu. Upam, da si uporabila mojo metodo izpraševanja. Tudi svojo metodo sem izvedela čisto vse. Babica Berle mi je svetovala, da je najdeva Anatolijo pesnico. To je menda zelo ljubezniva ženska. Pa tudi premedena, da je lipa. Njena posebnost so Povej že. dragocene stavine in psi z rodovnikom. No vidiš, in kje stanuje? Tu nekje jezerska... Jezerska 14. Vidiš, jezerska 14. Ali slišiš? To bi pravi, kaj? Enkrat je bil en majhen škrat. Dovedavkale! Enkrat je bil en škrat. O, kako je ta pesem čudovita. A imate rado poezijo? Zelo, gospa. Pesmi so najčudovitejša stvar na svetu. Oprostite, gospa, ampak išla sta zaradi neke druge zadeve. Ja. Midva, hotela sva vas vprašati... Kaj je danes besedo? Beseda. Kako čudovita beseda je beseda. Kaj ne? Ja, seveda. No, recimo, da je imela neka gospa nekega majhnega psa. Kako bi rekel, nekdo ji ga je pomotil na sumi. Kako? Sumnil.
Kako bi rekel, no, recimo, da sem prvi slučajno izgubil, potem pa ga je nekdo slučajno našel. Eno, potem je slučajno zašel na jezerstvo. 14. Kaj pa bi rada se povedala? Pravzaprav nič, samo da je lastnica psa trenutno zelo žalostna. Zelo namreč pogreša svojega psa. Aha, pogreša ga, pravite, ampak oglasa še ni bilo v časopisu. Oglasa? Čemu pa bi moral biti? Čudno vprašanje. Zadovoljna, da bi lastnica ponudila ljubeznivemu neditelju denarno nagrado. Gospa, ne se klicat nama. Lastnici se namreč obljubil, da bo Fifika še danes pri njej. In jaz obljubo vedno izpolnim. No, Tomaž je hotel reči, tako ljubeznivi ste in tako radi recitirate pesmi. Bi morda šlo tokrat brez nagrade? Veste, ne spodobi se, da bi obljubo prelomil. Saj sem detektiv gentleman. Gentleman? In še detektiv? Tega pa nisem videla. Že veliko primerov je nas pozdjal. Ste me zasledovala? A, priznajka? Nikakor ne. Zakaj pa potem mislite, da je Fifika ravno pri meni? Detektivska intuicija. In dobar sluh, samo Fifika namreč tako lada. Dobro, naj vama bo. Obljubim vama, da se bo Fifika še danes vrnila k lastnici. Tukaj počakajte, takoj se vrnem. Krasno, uspela nama je. Že prihaja. Kot ste že pravilno ugotovili, kužek res pomotno se še kreni. Torej, da lahko vrneva lastnici? Načeloma že. Ne razumem. Dobili ga boste, če ne boste naredila majhna uslugica. Uslugica? Saj samo malenkost, gre za staro, nič vredno marelo. Staro marelo? Takoj vam razložim. Tukaj je jezerska, tam cvetlična, vitna, naprej pa obrečna, vinogradska in obalna. Razumete? Ja, seveda, na obalni se učim angleščino, pri gospe Baumanovi. Aha, no kakokoli. Nekdo v tej okolici ima staro, črno marelo. In jaz bi zelo rada videla, kako je to. Staro črno marelo? To je posebna marela angleške izdelave. Spoznali jo boste po srebrnem ročaju, na katerem piše Wellman & Son, Glasgow. Trenutek, prosim. Srebrn ročaj. Napis. Vi mi torej našate marelo? Smem vprašati, zakaj hočete imeti marelo? Nostalgija po starih dobrih časih, nič drugega. Hvala, takoj gremo v akcijo, na svidenje. Na svidenje. Kako lepa beseda. Svidenje. Nostalgija po starih časih, tega pa res ne razumem. Seveda, ker nimaš domišljije. Spet si važen. Glej, lenivec! Sirs! Kaj pa delaš? Jaz premišljujem. Rad bi se spomnil, kaj si me prosil, Tomaž. Da paziš na vse sumljive tipe. Ja, prav imaš, sem se že spomnil. Torej? Saj res, česa sem se že spomnil. Ja, že vem, neki sumljiv tip je bil tukaj. Kako pa je izgledal? In kako veš, da je bil sumljiv? Ja me je vprašal, če kaj vem, Povej že. če kaj vem o neki stari mareli. Mareli? Kakšen da je bil tisti ti? Nimam pojma! Kakva varna stvar, ti pa nimaš pojma? Saj sem imel pojem, pa sem ga že pozabil. Za kakšno marelo pa je vprašal? Čakaj malo, zdi se mi, ja, to bo, o neki stari mareli je govoril. Angleški? Točno! Srebrnim ročajem. Ja, tako je rekel. Vidiš, da sem se vsega spomnil. Če ne bi tako pričal name, se spomnil že prej. Kakšen je bil tisti? Imel je take smešne brčice. In še kaj? In tudi en zelo smešen bil klobuk. S črnim trakom. In še kaj? No, tudi govoril je zelo smešno. Kako smešno. Kako bi rekel, no poglej ga. Prišel je takole, v levi roki kovček, v desni fejfa. In ko je prišel do mene, je rekel, dober den, mladi gospodič, ali kaj veš o neki stari mareli s prebrnim? Imel v ustih velikanski smok. Hvala.
Zato moraš da je z nama. Veliko dela nas še čaka. Jaz moram na angliščino in prej se moram naučiti še 10 nepravilnih glavolov. Bravo, potem se dobimo tukaj čez eno uro. Pojdiva. Ampak meni se nič kamo ne da, tako se zgleda, da bi... Daj mi čas, da stane. Go, went, gone. Go, went, gone. Go, went, gone. Go, went, gone. Dobar dan. Dobar dan. No, povej mi, dekle, a se ti morda učiš angliščino pri madam Baumanovoj? Kako pa to veste? Oprostite, zelo se mi mudi. Čakaj, radi povedaj nekaj zelo pomembnega. Nimam časa, že pred 3 minutami bi morala biti pri njej. Ne bo ti šel. Dam vam minuto. Torej, ti se pri madam Baumanovoj učiš angliščino. To sem vam ravnokar povedala sama. In no, bi bila tako ljubezniva in si malo ogledala njeno stanovanje? O ne, v drugi stanovanji pa ne bo brskala. To se ne spodobi. Vem, da se ne... Toda, morda bi tam zagledala staro razcefrano Marelo. Staro Marelo? Kaj je z njo? Zakaj se nekrat tako razburjaš? Nič ne, Marele so mi zelo všeč. Ampak to ni gospodska Marela. To je stara, razcefrana, malo zanemarjena Marela. Stara razcefrana? Mogoče bi lahko kar vprašala madam Baumanova, če ima Marela srebrnim ročajem. Srebrnim ročajem? Kaj se tako čudiš? Nič. Boš naredila tako? No, če vam je toliko do ti stare Marele, bom pač poskusila. Zelo si pojasna. Dobil bi ti, da ti ne bo žal. No, zdaj pa pojdi. Dobar dan, gospa Baumanova. Hi dear Annie, how are you? What is the matter with you? What are you looking for? Oh, kako je danes vroče, naravnost crazy. Dovolite, kako smešen dežnik. Anja, danes si pa ti tudi crazy, kako se pa obnašaš? Oprostite, odkud pa imate ta dežnik? To je pa long story, zelo stari angliški. Ste prepričani, da je angliški? Absolutely, pogled. Wellman and Son, Glasgow. Krasno, ujema se. Kaj se ujema? Napis, prosim lepo. Napis? S čim se ujema? Never mind, let's go na delo. Pa bi vi komu podarili ta dežnik, če bi vas prosil za? Komu pa ima taka stara Marela? Naprimer meni. Anja, a si prepričana, da nisi bolna? Samo, ali vi še nič ne poizvedoval pri vas za to staro Marelo? Ne, in ne razumem, zakaj bi. We must work, please come with me. Ja. Ta zadeva je že zdavnaj zaključena. Se res, Anja nekdo iskal. Kdo pa? Anja, a veš, da te nekdo išče? Išče? Mene? Ja, nek starejši in malo smešen gospod. Kako pa je izgledal? Imel je klobuk. Bil klobuk? Ja, kako pa to veš? In kaj je rekel? Rekel je, če poznamo dekle v takšnem krilu, kakšnega imaš ti. Seveda, izvedeti hoče, kaj vem o črni Mareli. Zelo sumljivo. Moja detektivska intuicija mi pravi, da ta tip pravi lopov. Pa tudi od tvoje učiteljici angliščine je spraševal. Hoče je vedeti, s kakšnim dežnikom hodi naokoli. Tomaž, takoj moramo nazaj k njej. Pa velike nevarnosti je. Kakšne nevarnosti neki gledajo, da ne prihajajo? Anja, govoriti moram s seboj, se spomniš črne Marele, ki ti je bila tako všeč? Seveda. Ni je več, nemogoče. Oprostite, gospa, vas se lahko nekaj vprašam. Vas je potem, ko ste zaključili uro z Anjo, slučajno nekdo obiskal? Kaj pa tebe to briga? Detektiv lahko vam pomaga. Vse skupaj ne stavine, in bo sigurno tudi vaša Marela. Detektiv za
kaj takega. Veste, okoli vaše Marine se dogajajo zelo čudne stvari. In neki gospod je danes spraševal po vas, smešnimi vrticami in s belim klobukom. Saj, prav ta gospod je bil vendar pri meni. Torej prišel k vam pouki angliščine. Ja. Ne pa me je vprašal, če imate dežnik. To je zelo sumljiv tip. Prepovedujem vam tako govoriti o prijazni starejši gospodi. V veliki nevarnosti ste, gospa. Vi ste vsi čisto zdoreli. Kako naj bo ženska, kot sem jaz, v veliki nevarnosti? Verjemite mi, gospa, že nekaj časa vas opazujejo. Prejšnji teden, 25. junija, je mož s belim klobukom opazoval vašo hišo in gledal skozi vaše okno. Kaj je to? Moji detektivski zapiski. Zaradi mene si lahko najboljši detektiv, a norcev ne boš bril z mene. Tisti gospod je bil zelo prijazen, pravi Američan in povem vam, da pri meni že vprašam za Marino. Ampak, saj ste bolj narekli, da je nimate več. Pa ja ne boš rekla, da bi lahko on ukradel. Saj to je čisto jasno. Saj držnik vendar ni šivanka, da tega ne bi videla, ničesa ni odnesel. Veste, taki tip imel zelo čudne metode. Mogoče vas je hipnotizirao, vse je možno vas znati. Nič, najbolje, da grem na policijo, izvedeti morajo, kaj se tukaj dogaja. Mož belim klobukom! Oprostite, je bila mogoče madame Baumann pred kratkim tukaj? Je niste srečali? O vas je govorila. Rekla je, da bo šla na policijo. In da se ne vam tiče. In da ste ji ukradli Marino. Pa to vendar ni mogoče. Vznemirjena je, ki ste jo že dvakrat obiskali. Kako neprijetno. Na policijo pravite? Ja, na policijo. In kaj boste zdaj? No, bi bil tako prijazen, da mi odnesel do Marino madame Baumannovi. Marilo, kje ste jo pa našli? Saj ni važno. Prosim, naredi to malenkost za me. Bye. Stara je, črna je. Ja, prava je, se tukaj nekaj piše po angliško. Tomaž, kje si dobil ta dežnik? Gospod s klobukom mi je pravkar izročil za vas. Vaš je. Pokaži. Ne, to ni moj dežnik. Kako ni vaš dežnik? Poglejte, srebrno ročaj in angliška firma. Moj dežnik je imel tukaj in tukaj dve luknji, ki so jo izgrizli miši. Ta pa je čisto cel. Ste torej popolnoma prepričani, da to nikakor ni vaš dežnik? Ne vem, doma v miru premislila. Tomaž, nekaj imam zate. Kaj pa, govori no hitro. Ne, deri se, drugače bom vse pozabil. Se je rekel, da je puno, ne? Sem. No, in tako sem šel rabutat češnje na vrh gospi Baumannovi. Kakšne češnje, neverjetno. Kaj mi ste digel tvoje češnje? Pa veže, kaj je bilo? Pusti, ne govorim o vrsti. Torej, tako sem se najedel tistih sladkih češnj, sem se... Ja? Kaj pa se že sem? A ja, že vem, sem se lepo ulegel v trave. Veš kaj, zdaj bom pa jasno primazala. Rekel sem po vrsti. No, ležim torej v travi in naenkrat... Kaj? Pade na me velika črna razcefana Marina. Pade? Ja. Odkud? Zdi se mi, da z neba. Seveda, mož s klobukom jo je vrgel skozi okno. Prebrisanec. Zato nisem mogla ugotoviti, kako in kdaj bo lahko pokali gospi Baumannovi. In vrnil je drugo Marino. Hvala, super pomočnik silenivec. Kje pa imaš zdaj to letečo Marilo? V skrivališču že tečem pod njo. Glej, kako lepo je nasledila gospa Baumannova. Vidiva sta nasedla. Samo za trenutek. No, meni se je zdelo malo prej kot trenutek. Veš kaj? Tu je Marina. Daj sem. Ja, prava je, saj ima tukaj dve luknji, gospa Baumannova je imela prav. Super, ampak kaj pa je to? Ta ročaj se... Odpira. In nekaj je v ročaju. Star papir. Načrt. Ja.
poglejte. Tule so stopnice, te kratke črtice. Tu so okna. Tu so vrata. Tu je kuhinja in tukaj kopalnica. Ampak zakaj je tale križec rdeč, če je vse drugo črno? Mogoče je me zmanjkalo barve. Mati barva, vpili so na črt latinskega podloga. O tem nihče nikomu ne bil ne imel. Meni je vse eno, za spanci in spati. Obljubim, da bom tiho. Pospara postavi na črt na zelo Marelo. Zakaj pa to? Kdo bi si mislil, da je ta slaba popotija najzanimivejša Marela pod soncem? Vidve pa nesita Marelo k meni domov. Če tečeva, adijo. Mi dva se pa greva malo pogovoriti v gospe Anatoliji, da vidiva, koliko pleteno so zadevo. No, recimo, da se je Marela našla. Nemogoče. Če se je našla, je morala nekdo imeti. Recimo, da je zdaj pri Tomažu doma. Vidva sta genialna. Kaj pa, če se bi jo skupaj pogledali? Takoj teče po njo. No, medtem ko čakava, bi mi povedali, zakaj vam je toliko do te stare Marele? Si še premlada, ne bi razumela. Naj ti bo dovolj, če ti obljubim, da boš imela celo poletje za 100 sladoledi. Ne, še enkrat ne, to ni mogoče. Kaj ti je? Se ti je zmešalo ali si samo znoril? Marela je izginila. Kaj? Ni je več. Morala bi biti doma, pa je ni več. Nekdo je sunil. Nobenih sledi na vratih. Za 100 konjaka je to igrača. 2 minuti, pa je. Kaj pa zdaj? Pustite to zadevo, je prenevarna. Če bi pa vseeno kaj izvedela, priticite tako k meni. Velja? No, zdaj pa imava. Kaj pa je z vama, zakaj ste tako poklepana? Sta nesli Marela k Tomažu? Ja, dali so jo tvoje mami. Kaj pa je? Nekdo je ukradel iz stanovanja. Si lahko predstavljaš? Tako hitro. Tomaž! Rado, kaj sem slišala tvojo mamo, ker ste v službo? Ja? V roki je mi našla na tvoje Marelo. Kaj? Vprašala sem jo, če je tvoja, kaj me nese in je rekla, da na vrata ne najde predmete, ker zagotovo ni tvoja. Zakaj to storila? Ni važno, nimamo niti sekunde več časa, takoj moramo tja. Kam tja? Na urad za najdene predmete. Počakaj, gremo z vami. Tukaj ostanite in pazite. Pazit, na kaj pa? Pazite pač. Dober dan. Oprostite. Prišlo je do nesporazuma. Ne, veste. Iščeva predmet, ki sploh ni bil izgubljen. Kako? Ni bil izgubljen? Zakaj ga potem iščete pri meni? Moja mama je mislila, zaradi tega, kar sem zadnjič rekel, da je bila žuga moja, bi bila oblednjuca in se je mislila, da tudi Marela ni moja. V resnici je to spet Baumanove in jo hoče neko... Prosim, da mi poveste vse po vrsti, ker niti malo ne razumem, kaj hočeta. Za kaj gre? Prosim. Gre za staro črno Marelo s srebrnim očajem. Za staro črno Marelo? No, to je pa že od sile. Povejte mi, kaj je takega na tej Mareli, da danes vsi sprašujejo za njo. Veste, to je zelo posebna Marela. Ne, to je čisto navadna Marela. In še veliko ima. In jo torej izločili. Žal vama ne morem dati, ker me to že vzel. Vzel? Vse to ni mogoče. Kako ste mogli izročiti vežnik tuji osebi? Tujo sebi! Kaj vama pride na misel? Prišla je neka mlada, svetlolasa ženska, podrobno opisala predmet, se pravi vežnik in po vseh pravilih svi ga morala izročiti. To ni mogoče. Bi nama hoteli povedati vsaj ni naslov? Zakaj pa ne, če že mora biti? Tu sem zapisala. Anatolija pesnica, jezerska 4
Klara, ni bilo lahko zamenjati Marel. Še teže pa je bilo potem prepričati Uranico za najdene predmete, da je Marela moja, da mularija bi jo skoraj zakona. Pa kako se napihoval tisti Tomaš, ki pravi na detektiv. Detektiv, pa kaj še? Ta mulc bi jo skoraj spravil ob živce. No, povej, kako se bo tega lotila. Po vozičku imam vse pripravljeno, kakor v filmu. Bravissimo, bravo! Celo najna štučka bo nesrečno jokala, če bo hotela. Daj da preizkusim. Buc, meni sočkana. O, krasno si se domislila, daj, draga Anatolija, da te objame. No, brez preplavanja. Najprej zaklad. In potem. Zaklad? Ja, kaj pa misliš, ti si stavljal na pipici pred pravi zaklad. Pa še zlate pogovom. Zlate, bravissimo! Zladniki pa bi se spalili in podstavili vse še človeke. O, kako mi že se robijo purposely. In pa boliva, da ne bo pa pozno. Po obdobju se sklazimo na obzidje, potem po stopnice do kapelice, potem odpraja za bar in... Zaklad bo moj! Naj! Si slišala? Ta prema na nekaj zaprijala, kako si smo razumeli, lahko ni neče ljubite, kad te maš treba doma v hleba. A velika babica potička ne bila in pače je ljubka, da bi ga skože neku. Voziček, pa saj to je bila ona. In zljubil neki gospod. Z belim klobukom. Ja! Vse se ujema. In kam sta odšla? Imam pojma, ne papir sta zjala. Papir? Zvite črte sta omenjala. In križec, tako sem boje bilo slišati. Zvite črte? Pa saj to je bila črte iz Marele. A tudi o kateri si sta govorila? Seveda, zdaj se mi je posvetilo. Grajska kapelica. Kaj misli s tem? Zvite črte na papirju, to pomeni grajsko obzidje. Obzidje? Ja, tudi križec je zagotovo oznaka za zapuščeno grajsko kapelico. Izgleda, da smo na pragu velikega odkritja. Pazit moramo, beli klobuk je nevaren gangster. Kam ne bo, boži pokažemo. In pazile nimec, da ne boš zopet zaspal. Kako pa, tako ste mi prestrašili, da mesec dni ne bo mogel zatisniti očesa. Dobre, gremo na delo. Ampak, mogoče bi pa le malo... Zaspal, kaj? O ne, zdaj nimaš časa za to. Z nami imaš pa konec. Dobro. Anja, ti bodi po policaja. Zdaj je pravi čas za to. Dobimo se pri obzidju in mi ima pripravimo majhno presenečenje. Tu bosta zjala. Pred obzidjem se razdelimo v dve skupini, tako si nama ne morete izmuziti. Jaz sem glavna, ker nas skupaj. Prav. Kaj pa je zdaj to? Zdi se mi, da je to njun glas. In pa se skrimamo, pa se že vračata. Pridite ju! Smo vas le ujeli, gospa. Evo, ven pridite. Pustite me, vas ukrejavila, policija vas pravi. Ne vino, gospa, zdaj se nam ne izgurimo. Kaj si dovolite, lepo vas prosim? Vse, to je zločin, kje je policija? Ne brez panike, gospa, vsak čas mora biti tukaj. Policija, jaz ne rabim nobene policije. Adio! Tomaž, beli klobuk! Kam pustite ga? Da bomo že ujeli, če bo pravi čas za to. Pa, gledajte, nam pa Nič mi bom povedala, da veste, ko bi se vam zdela. Adio! O, ne počasi, gospa. Ejo! Kaj se tukaj dogaja? Gospod policaj! Kaj? Vi, gospa Anatolija? Niso mojeti, da je vrda le res. Veste, gospod policaj, to je velika pomota. Same vas bo! Ja! Kaj pa drugi ne pridi prav? Puščal nam je! Obeh nismo mogli držati. Nič huje, ga bomo že dobili. Bogi dojenček, kako joka! Kaj? Dojenček? Odkud? Dovolite, gospod policaj, da jaz. Le počasi, ne imam nobenih presenečenj. Kaj tu ostanite? Bom jaz popazila nam. Kaj? Se tu vendar ne more biti mogoče? Zvočnik? Kakšna prevara. Počakaj, daj še pa vozičku. Kako lepipe? Danes pa res ne moram biti zaspan, kaj takega človek ne doživi vsak dan. In kaj bomo zdaj s tem? Vsi skupaj bomo šli na policijo. Ampak gospod policaj, ali
vse boste lahko povedali sodniku, tudi vaše reportaže boji. Brez skrbi. Vam pa hvala, dragi prijatelji. Odlično ste opravili svojo delo. Pravi mojstri ste. Anja! Marina? Pa saj to je moja Marina, dajte mi jo nazaj. To je pa že od sile. Zakaj pa ne, če si jo tako želite? Skrivnost črne Marine se je namreč ravno kar preselila v ta otroški voziček. Kaj? Otrok je kradel? Ampak to je res Ne, ki ima v tem otroškem vozitku ni nobenega otroka, ampak zaklad. Zaklad? Ja, pravi zaklad. Povem vam, uspelo jim je razvodljati skrivnost črne Marine. Pravi junačic, vam reče. Ampak, gospod policaj! Brez besed, še danes vam bomo pridali roke pravice. Najbližji kipec bomo venili tja, kamor soli. Gremo! Na, to je pa že od sile.